Župan občine Radovljica Ciril Globočnik, lepo pozdravljeni. Dober dan. Prejšnji teden ste predstavili projekte, ki so že zaključeni, in projekte, ki so v teku. Če jih na kratko predstaviva, projektov je kar precej, pa na koncu gre kanalizacija Lancovo, kar pomeni, da bo precej občanov na Lancovo dobilo priključke. Ja, res je, no, jaz sem vesel, da zaključujemo ta projekt, vreden preko 3.300.000 evrov. Priključenih bo pa kar okrog 340 prebivalcev spodnjega Lancovga. In sem vesel, no, da bo ta sistem pač tudi priklopljen na našo čistilno napravo v Radovljici. Nekako do konca avgusta pričakujem, da bojo vsa dela zaključena, potem moramo še dobiti uporabno dovoljenje in s tem bomo zaključili projekt, ki je bil tudi podprt z nepovratnimi sredstvi, tako da sem vesel, da nam je uspelo v takih nepredvidljivih časih ta projekt pripeljati pod streho. No, v lanskem letu je bila zaključena kolesarska povezava Lesce, v tem času pa se je precej gradilo tudi od Podnarta do Lesc. Kaj vse je bilo storjenega? Ja, moram povedati, da ta povezava je bila recimo približno polovična med Lescami Radovljico. Mi jo trenutno nadaljujemo po Železniški ulici v Lescah in je tudi vključena ta kolesarska povezava. Seveda na celem odseku, če se malo navežem nazaj na ukrepe na sami železnici od Podnarta pa vključno do Lesec, je bilo kar nekaj projektov takih, ki so bili v milijonskih zneskih. Lahko povem, 2 podvoza v Podnartu na Zalošah sta že v uporabi. Torej, potem pa moram reči, da je bila obnovljena tako postaja v Globokem kot tudi v Radovljici in pa seveda most v Radovljici, tudi podhodi recimo iz Radovljice proti Šobcu. Veliko je bilo ukrepov, no, ki zagotavljajo veliko večjo varnost kot pa prej. Seveda mi nadaljujemo s projekti in tudi sodelujemo z državo naprej in zdaj se projektira projekt torej ureditve železniške postaje tako v Lescah kot tudi v Podnartu. In nekako sem prepričan, da lahko drugo leto tudi pričnejo samimi deli. V izdelavi tudi idejni projekt za izvennivojsko prečkanje v Lescah, tako da resnično intenzivno delamo tudi in pripravljamo vsa dovoljenja za v nadaljevanju v prihodnjih letih. No, v tem času so bile urejene tudi številne ceste, infrastrukture v njih. Moram povedati, še en zelo pomemben projekt, uvedba v delo je bila že storjena, torej ureditev tega območja pred osnovno šolo v Begunjah. Projekt je pa vreden okrog 450.000 evrov in bo narejen tudi do novega šolskega leta. Seveda preplastitev je bilo kar veliko, zdaj trenutno smo preplastili 2 odseka, torej od Hlebc do Cesarske ceste in pa od letališča do Hlebc je kar čudovito urejen, ker ta del je bil res zelo uničen. Tako da je ta koridor zdaj od državne ceste pa do vključno Begunj kar, bom rekel, na visokem nivoju. Seveda nas pa čaka zdaj naslednja preplastitev je Zaloševo Toče, to je še poškodovano cestišče po izgradnji železniške proge in to bomo realizirali v prihodnjem mesecu. Glede na to, da se nataliteta rojstev povečuje, primanjkuje prostora za najmlajše, ste se odločili tudi za prizidek vrtca v Radovljici. Res je, jaz sem zelo vesel, da imamo že izdano gradbeno dovoljenje za prizidek in tudi za umestitev razvojne ambulante. Torej, gremo v razpis za izvajalca. Projekt je vreden okrog 1.800.000 evrov, sicer danes ne vemo, kakšna bo ponudba, tako da bomo vse že v letošnjem letu pripravili in pričeli z samo
izvedbo v letu 2023. Glede na to, da greva lahko še malo iz Radovljice proti Kropi, obnavlja se tudi Klinarjeva hiša, kako daleč je zdaj ta obnova? Ja, trenutno smo zaščitili objekt, je nova podstreha z novo streho in v nadaljevanju pričakujemo še razpise na Ministrstvu za kulturo in ob seveda tudi pridobljenem gradbenem dovoljenju za ta objekt, ki ga imamo v roki, bomo lahko kandidirali. Seveda tudi tukaj je milijonski projekt, vreden čez 1 300 000 evrov in upamo, da bojo ti razpisi čim prej šli v izvedbo, da bomo lahko kandidirali. V letošnjem letu bo 40. festival Radovljica potekal od 5. do 23. avgusta. To je kar pomemben jubilej za vse tiste, ki imajo radi staro glasbo. Ja, res je, letos je jubilejni. Moram reči, da sem zelo vesel, da je poleg občine tudi država prepoznala kvaliteto tega festivala in tudi več sredstev namenila v naslednjih 4 letih. Zelo smo veseli, da je bila na prejšnji seji gospa Kolarjeva imenovana za častno občanko, ki že res neutrudno vsa ta leta vodi festival stare glasbe in še z večjim zanosom in ponosom bomo pač ta festival v letošnjem letu tudi izpeljali. Vsak mesec se zberete zgornjesavski župani na koordinaciji, na katero pa tudi Eva Štravs Podlogar povabi nekoga iz vlade. Tokrat so bili predstavniki Direkcije za ceste. Kaj ste se dogovorili za občino Radovljica? Zdaj naj tako povem, zelo dobro sodelujemo vseh 7 županov in tukaj niso bili samo predstavniki direkcije, ampak tudi predstavniki Darsa, tudi sam predsednik uprave. Seveda je bilo govora o projektih, ki so pravzaprav vezani praktično na vseh 7 občin. Predvsem je bila tukaj južna obvoznica, potem kolesarske steze tako do Bohinja, do Kranjske Gore. Ne glede na to, da se vse ne bo dogajalo v občini Radovljica, ampak smo se tudi pogovarjali o park and ride sistemu na recimo območju Avsenikovega spomenika ali pa pred Lidlom, tako da, ker ima Dars v lasti to zemljišče, se pogovarjamo, kako priti zdaj do tega zemljišča in potem skupno iti v nadaljevanje projekta. Idejni projekt je bil predstavljen, gre za opcijo okrog 500 vozil, da se jih zaustavi pred vhodom na Bled in recimo v Bohinj, Gorje in tudi tako do same Kranjske Gore. Sem prepričan, da nam bo to skupaj z vsemi občinami in pa Darsom in DRSI-jem uspelo. No, kljub temu, da gradnja za plavalnem bazenu še vedno poteka, pa otroci že plavajo v bazenu, tako da lahko trenirajo, se rekreirajo. Moram povedati, da je bilo to načrtovano in da ni nobenih ovir, da se ne bi odvijala rekreacija, treningi in ostale dejavnosti na obeh bazenih, torej otroškem in velikem olimpijskem. Seveda moram še tudi dati sporočilo, da imamo izredno dobrega izvajalca VG5 Ljubljana in da bo tudi sam kamp odprt že s 1. julijem, kajti umeščene bodo nove sanitarije in to bo omogočalo, da lahko kamp ponovno odpremo. Sem prepričan, da glede na obisk, ki je trenutno izjemno velik, ne samo v naši občini, ampak tudi po vsej Sloveniji, da je ravno pravi čas, da bo to odprto. Hvala lepa za vaše odgovore. Hvala tudi vam.